Lepo pozdravljena. V tem videu s tabo delim, kako lahko prebujaš pasivnega partnerja in znova obudiš povezavo s pomočjo tehnik nove zavesti. Vabim te torej na novo pot, pot zavedanja resnice in ljubezni, ki vodi v preobrazbo odnosa. Če živiš v partnerju, ki se zapira vase, ne pokaže čustev ali se umika iz odnosa, potem ta video ni naključje. Kajti pokazala ti bom, kako s pomočjo tehnik nove zavesti lahko nežno prebujaš partnerja brez pritiska, brez manipulacije, temveč skozi ustvarjanje iz moči tvoje ljubeče prisotnosti, zavestne namere in povezave na ravni duše. V nadaljevanju tudi izveš, kako ustvariti vibracijo ljubezni v sebi, ki deluje nevidno, a globoko. Kako komunicirati z dušo, svojo in preko nje tudi s partnerjevo. In kako vzpostaviti božansko vez, ki zdravi, povezuje in preobraža. Vabim te, da si pripraviš prostor tišine, zvezek in srce. Pred tabo je pot, kjer se odnos ne popravlja iz potrebe, temveč se ustvarja iz notranje svobode in ljubezni. Ne zato, ker moraš, ampak ker v svoji duši čutiš željo in klic. To pot hodim tudi sama. Sem Kristina Knific, doktorica znanosti in certificirana predavateljica tehnik in tehnologij nove zavesti. Osebnostni rasti pa se posvečam že več kot 25 let. Veliko žensk, ki me poiščejo, mi rečejo: imam partnerja, v resnici sem v odnosu sama. Prizadevajo si, se izobražujejo, dajejo pobude in predloge, želijo pogovor, povezanost, iskrenost. Pa se zdi, da na drugi strani odziva ni. Sedaj poglejva 5 najpogostejših znakov, da je partner v vlogi pasivnega opazovalca odnosa in da morda ti nosiš več, kot je zdravo ali pravično. Prvi znak je pomanjkanje čustvene in fizične angažiranosti. Na primer, ko pride do pogovorov ali težav, se umakne. Ni čustvene bližine, dotika, iskrenosti in prisotnosti. Drugi znak je izogibanje odgovornosti za zvezo. Ko se zgodijo konflikti, te pusti samo. Ne čuti, da bi moral kaj prispevati k rešitvi. Tretji znak je nezanimanje za skupne dejavnosti. Predlagaš, iščeš povezanost, a si pogosto po dejanjih edina, ki si želi skupnosti. Četrti znak je, da je brez pobud za izboljšanje odnosa. Torej ne izrazi želje po pogovoru, terapiji ali spremembi. Peti znak je neodzivnost na tvoje potrebe. Ko imaš situacijo in potrebuješ bližino, podporo, pogovor, on ostaja v svojem svetu. Če si se prepoznala vsaj 2 od teh znakov, to ni tvoja napaka. Če je partner pasiven, to ni konec, temveč priložnost, da se povežeš s svojo notranjo močjo in začneš spreminjati dinamiko odnosa od znotraj. V nadaljevanju ti pokažem, kako to lahko narediš brez pritiska nanj, ampak z močjo svoje zavesti in duše. Si se kdaj vprašala, zakaj presliši moje prošnje? Zakaj znova in znova izbere tišino namesto pogovora? Morda se zdi, da mu je preprosto vseeno, mu ni mar. A v resnici se znotraj njega verjetno odvija nekaj čisto drugega. Kajti vsaka zaprtost ima svoj razlog. In pogosto ženske te tihe vzgibe spregledamo. Ne zato, ker nismo pozorne, ampak ker jih ni lahko začutiti. Tukaj je 5 najpogostejših razlogov za njegovo pasivnost. Prvi je utrujenost in izčrpanost. Lahko je preobremenjen, ima težave z zdravjem in zato nima več energije za odnos. In tudi če je ta razlog iskren, pogosto postane lahko izgovor, ker ne zna ali ne zmore drugače
ali ne čutiš želje po več. Drugi vzrok je zmanjšanje strasti. Ko odnos partner dojema kot samoumeven, začne ugašati bližina, čustvena in telesna. Umika se in to je vse. Kot bi nekako počasi ugasnil luč med vama. Tretji vzrok je lahko, da so med vama nerazrešeni konflikti in zamere. V njem lahko živi bolečina, zato ne sodeluje. In ne sodeluje zato, da bi te kaznoval, ampak ker ti tiho sporoča: poglej me, tudi mene boli, vidiš, tako je. Četrti vzrok je lahko pomanjkanje priznanja in hvaležnosti. Moški pogosto utihne, ko se ne počuti spoštovanega, če nima občutka, da ceniš njegov prispevek, se zapre. Ne zato, da bi škodil, ampak ker mu manjka notranjega impulza. Peti vzrok je lahko prepričanje: vse sem naredil, zdaj si zaslužim mir. Verjame lahko, da je dal vse, kar je lahko, da je opravil vse tisto, kar je njegova naloga, in zdaj si želi le počitek in mir zase. Tako se oddalji, pa ne iz zlobe, ampak iz iluzije, da je že dovolj prispeval. A resnica je, pasivnost ni konec odnosa. Je povabilo. Povabilo, da ga pogledaš z očmi svoje duše. In prav to ti pokažem v nadaljevanju. Kako lahko ti brez pritiska, temveč z močjo duše in zavesti začneš ustvarjati resnično spremembo. Če si prepoznala opisane znake pasivnosti, potem med vama verjetno teče destruktiven vzorec, ki tiho, a vztrajno rani tebe, njega in v vajini bližini ustvarja razpoko. Ko ta vzorec resnično razumemo, dobimo ključ. Prvi ključ je v tem, kako mi same v njem nehote sodelujemo, drugi pa, kako lahko zavestno prekinemo ta vzorec in ustvarimo drugačnega. Sedaj poglejva, kako se ta krog najpogosteje sproži v ženski. Zaznavaš, da se umika, opažaš, da ni več pozoren, da ni več tiste topline, zaradi katerega si ga vzljubila, in srce se zamaje. Ko si v tem stanju zaznave, prisluhneš notranji razlagi, ki povzroči bolečino. Njegov umik prevedeš kot: nima me več rad, nisem mu pomembna. In telo takoj reagira s pekočim občutkom v prsih, z napetostjo, s težo v ramenih. Bolečina se nato prelije v tvoje odzive. Nehote spremeniš ton, obraz, telo. Več kritike spet nisi, manj pohvale in občudovanja, ki sta ga včasih dvignila. V resnici ga ne želiš znova aktivirati, a ker govor izhaja iz bolečine, ga se samo še bolj odrine ali zapre in krog se sklene. On se še bolj umakne, ti pa postajaš vse bolj prepričana, da mu ni mar. Tako bolečina narašča ali pa se sčasoma zamrzne v notranji praznini. To je krog, ki ga danes želiva spoznati, ustaviti in preobrniti. V nadaljevanju ti pokažem, kako lahko brez pritiska nanj, temveč svojo ljubeznijo, zavestjo in jasnimi postopki, kako lahko ti izstopiš iz tega vzorca in ustvariš novo dinamiko v odnosu. A najprej je potrebna resnica in odločitev, da želiš izstopiti iz kroga, ki te izčrpava, omejuje, prazni. Morda tudi ti se počutiš ujeto v odnosu, kjer ni odziva, sodelovanja, kjer si želiš spremembe, pa imaš občutek,
da si sama tista, ki vleče vajin odnos naprej. In takrat se zdi, kot da si padla v brezno. Imaš zavezane roke, občutek, da si žrtev njegove tišine, brezbrižnosti, okoliščin. A tukaj želim s teboj podeliti spoznanje, ki je ključno za preobrat. Nisi žrtev, si tista, ki izbira. Veliko žensk reče, ostajam zaradi otrok, zaradi družine. In da, to se zdi res. A če je razlog zunaj tebe, te sčasoma začne prazniti. Prava moč pride iz druge resnice. V odnosu vedno ostajamo zaradi sebe. Torej v odnosu vedno ostajamo zaradi sebe in ko najdemo ta razlog, se nehamo prazniti. In morda si ti ostala, ker je družina tvoja vrednota. Morda zato, ker ti daje občutek varnosti. Morda zato, ker tudi ranjen odnos še vedno pomeni upanje. Ali ker si izbrala stabilnost pred spremembo. In to je čisto v redu. Pomembno je le, da prepoznaš svoj resnični razlog. Ko ga prepoznaš in si ga priznaš, se v tebi nekaj premakne. In takrat krivica zgubi moč, občutek žrtvovanja zbledi. In ti začneš postajati soustvarjalka odnosa, ne njegova talka. Takrat lahko začneš vplivati, graditi znova iz temeljev novih, ki so svoboda in zavedanje resnice in ne bolečine. In odnosi, ki jih gradimo iz resnice, imajo drugačno moč in tudi drugačni konec. Preden ti pokažem, kako lahko ti ustvarjaš spremembo v svojem odnosu, ti želim nekaj zaupati. Ko sem bila stara 28 let, sem živela v partnerskem odnosu, ki me je globoko bolel. Imela sem občutek, da me ne ljubi. Mislila sem, kot nima me rad, nisem mu pomembna in te misli so se zarazovale vame kot nož. Minilo je kar nekaj let, preden sem spoznala, da te misli niso bile resnica. Bile so glasovi bolečine, predvsem iz odnosa s starši ali pa še od mnogo prej. Takrat partnerja nisem videla takšnega, kot je dejansko bil. Videla sem le tisto, kar ni bilo, pa sem si želela. Z vsako mislijo iz bolečine sem še bolj izkrivljala resničnost. Tudi on je bil ujet v svojo zgodbo. In oba sva kot mnogi verjela, da bi bilo bolje, če bi se spremenil tisti drugi. Potem pa se je zgodilo nekaj, kar si bom zapomnila za vedno. Moj ego, vse tiste predstave, pričakovanja, zahteve, ki sem jih vodila, se je sesul. Ostala sem gola, brez obramb. In prav takrat sem prvič začutila stik s svojo dušo. Iz tiste tišine, praznine sem začela gledati drugače. Nič več, kaj mora narediti on, ampak kaj jaz lahko spremenim v sebi in pri sebi. Takrat še nisem poznala učenja Gregorija Grabovoja, tehnik nove zavesti, katere so izjemno močne in pomagajo. A pot me je vodila tja počasi, z raziskovanjem, z iskrenimi vprašanji, ki sem si jih zastavljala in nanj iskala resnico. In danes, ko govorim o tehnikah nove zavesti, ne govorim iz knjig, govorim iz lastne izkušnje in vem, kaj deluje. Če si danes tukaj, pomeni, da tudi v tebi ta notranji klic obstaja. In to je dovolj. Dovolj, da se začne premik v tebi. Zdaj pa te vprašam kot ženska žensko. Ne kot strokovnjakinja, ampak kot sopotnica na poti. Kako pa ti doživljaš svoj odnos? Se tudi tebi zdi, da te partner ne sliši? Ali da te ne razume?
Si kdaj želiš, da bi skupaj doživela več globine, več povezanosti, pa ne veš, kako začeti? Čutiš v sebi, da si pripravljena stopiti v nov cikel, tak, ki ne gre iz glave, ampak iz duše? Morda se ti zdi, da ni poti naprej. Resnica je, ključ že nosiš v sebi. Skupaj ga bomo odkrili in to iz stanja zanimanja zase, z ljubeznijo do resnice in z osvobojeno zavestjo, ki ni več ujeta v preteklost. Pomagala ti bom s tem, kar deluje, torej s tehnikami nove zavesti, ki ne popravljajo le uma, ampak zdravijo tebe in celotno vibracijo odnosa. Vzorec odnosa se lahko spremeni, a ne z obtoževanjem in ne s pritiskom. Sprememba se začne drugače. Začne se v tebi, takrat, ko se povežeš s seboj. Ko vstopiš v svojo notranjo tišino, v vibracijo ljubezni, vibracijo tvoje duše in iz tega prostora ne reagiraš, ampak čutiš. In takrat pride tvoja misel iz duše. Morda nekaj zelo preprostega, kot lepo mi je s teboj, ker pri tebi cenim. In to ni zgolj beseda, to je frekvenca, ki seže do srca. In v njem se nekaj premakne, dobi potrditev in občutek, da je cenjen. In prav to je motivacija, ki moškega počasi začne odpirati. In ko se odpira, takrat ga povabiš, a ne z zahtevo, temveč z nežno, jasno informacijo. Poveš mu, kaj te povezuje z njim, kaj ogreje tvoje srce. Tako potem skupaj začneta ustvarjati nov cikel v vajinem ritmu, ne iz potrebe, ne iz strahu, ampak iz ljubezni, iz notranjega miru, iz zanimanja za drugega in iz stika s seboj. To je močno in preobraža na svetlobi ljubezni, ki je nežna, a jasna, ki sprejema, ki spoštuje in hkrati kaže pot osebnostne rasti. Tak odnos se lahko zavestno gradi, skupaj. V tem delu, ki je za nama, sva sedaj naredili nekaj pomembnega. Skupaj sva pogledali, kje se največkrat ujameva, v destruktivni krog odnosa, ki rani tebe, njega, vaju. In ko v zavesti posije luč resnice, lahko pogledaš na vse brez iskanja krivca in tebi se nekaj premakne. Takrat začneš drugače zaznavati, čutiti, misliti, drugače govoriti. Ampak, če si želiš trajno spremembo, potem veš, da en pogovor, en trenutek jasnosti pogosto ni dovolj. Zato so tukaj postopki upravljanja, tehnike nove zavesti. S temi tehnikami ne popravljamo odnosa. Torej, najprej opolnomočimo sebe, najprej preoblikujemo svoje informacijske zapise, tista stara prepričanja, občutke, boleče vzorce, ki so se vpisali v nas že dolgo nazaj. Ker to, kar doživljaš zunaj, v odnosu, vidiš v partnerju, v dinamiki, je vedno odsev tvoje notranje vibracije. Zato se tukaj ne učimo le o komunikaciji, ampak dobesedno upravljanje zavesti in zdaj ti pokažem, kako. Prvi korak, da preoblikuješ odnos, ni pogovor s partnerjem, ampak povezava z vibracijo ljubezni v tebi. Ne tiste ljubezni, ki jo čakaš od drugega, ampak tiste, ki je že v tebi. Ljubezni, ki mehča, zdravi, ki odpira tvoje polje. Predlagam, da si predstavljaš belo-srebrno sfero. Kot jo vidiš na sliki, lahko zapreš oči ali pa gledaš na slajd. V tej sferi vidiš sebe in svojega partnerja v prihodnosti. Sta povezana, srečna,
Med vama teče čista ljubeča energija. Dopusti, da ti tvoja intuicija, tvoja duša pokaže to sliko in ta slika je tvoj cilj. Ko imaš enkrat sliko, začneš izvajati postopek koncentracije. In sicer vabim te, da to izvedeš tako, da prebereš številčni niz, ki je napisan na slajdu. 8, 8, 8, 1, 2, 4, 1, 8, 3, 1, 6, 0, 1, 9. Med vsakim presledkom se ustavi. Svojo pozornost nežno drži na sliki cilja in na presledku. In ko tako držiš, dopusti, da v sebi začutiš ljubezen. Enostavno dopusti, da se ta pojavi in da preplavi tvoje telo. In tako nadaljuješ potem z branjem naprej. Rada bi poudarila, da ta postopek, ta koncentracija ni vizualizacija. To je upravljanje zavesti, to je tehnologija dr. Grabovoja, ki temelji na duhovni znanosti. Kaj se pri tem dogaja v tebi? V tebi se brišejo stari zapisi, usklajuješ se z novo notranjo frekvenco. In to čutiš najprej ti, in ko je v tebi, jo bo zaznal tudi on. Ne z besedami, ampak z energijo. Tvoje polje postaja namreč prostor, kamor se odnos želi vrniti na novem nivoju. Zdaj bova izvedli enega najmočnejših postopkov, ki izhaja iz učenja dr. Grabovoja o ljubezni in je namenjen preoblikovanju tvoje preteklosti, da se lahko odpreš novi svetli prihodnosti vajinega odnosa. Lahko zapreš oči, sprostiš ramena in se osredotočiš na svojo notranjost. Poveži se s tem občutkom ljubezni, ki ga imaš v sebi. Nato odpri oči ali pa delaj zaprtih oči in sicer si pred sabo predstavljaj ravno črto časa, torej linijo življenja. Na sredini te črte stojiš ti, tukaj in zdaj. Nato se zavestno ozri nazaj. 10 let v tvojo preteklost, ki se nahaja na levi strani od tvojega telesa. Tu vidiš dogodke, odnose, trenutke, tudi tiste, ki so bili težki, kot tiste, ki so bili lepi. Enostavno si jih dovoli videti. In ko jih vidiš, greš naprej in jih enostavno sprejmeš, da so se zgodili in jih vzljubiš. Da enostavno vzljubiš vse sprejmeš. In ne sprejemaš zato, ker so bili popolni, ampak zato, ker so ti pomagali postati, kar si danes. In vsakemu dogodku pošlješ iz svoje duše svetlobo ljubezni, ki je v tebi. In polniš vse dogodke, opazuješ, občutiš, kako se v tebi raztaplja napetost, bremena bledijo in telo se osvobaja. Srce pa je vedno bolj lahkotno v svojem ritmu. Naslednji korak je, da se počasi obrneš v prihodnost. Prihodnost se nahaja na desni strani od tvojega telesa. In sicer poglej v svojo prihodnost 1 leto vnaprej. To lahko vidiš v obliki sfere. In v tej sferi vidiš sebe, da si zdrava, mirna, srečna. Da si v ljubečem odnosu do sebe, zasidrana si v svoji moči. Ob sebi vidiš partnerja.
ki je prav tako miren in srečen. In pozornost ohranjaj na tej sliki in medtem občuti, kako ta svetloba, kateri posvečaš pozornost, torej svetloba iz prihodnosti, prihaja do tebe, vstopa v tvoje telo, tu in sedaj. To, da se to dogaja, občuti tvoje telo lahko kot toploto in prijetne vibracije. In v tej vibraciji ostani nekaj časa. Nato v tretjem koraku pogledaš, kaj lepega vaju čaka. Kateri radostni dogodki se gradijo sedaj v vajini skupni prihodnosti. In to je tvoja norma. In v tej normi si ti vedno ljubeča do sebe, v ljubečem odnosu do partnerja, si zdrava, srečna in počneš stvari, ki te veselijo. To je frekvenca tvoje prihodnosti. In ti si jo ustvarila, ker si bila pripravljena vzljubiti svojo preteklost. Tako sedaj bomo naredili še aktivacijo duš za reševanje težave in obnovo ljubezni in harmonije v odnosu. Predlagam, da je najina namera, želim, da so vsi partnerji sodelujejo in gradijo odnos na temelju ljubezni in harmonije po normi Boga zanjo. Enako tudi jaz in moj partner. Torej to namero si ponovi v svoji glavi, jo začuti v svoji duši, nato pa ustvari to povezavo, globoko povezavo s svojo dušo, ki se nahaja torej v sredini tvojega prstnega koša v višini srca. In nato pošlji impuls belo-srebrne ali zlate barve, ki je usmerjen v dušo tvojega partnerja. Opazuj, kako se duši povežeta, kako se ustvarja božanska vez med vama. Kajti vajine duši sta del duše Boga, zato je ta povezava višje narave. Ko se to zgodi, ko začutiš, da je povezava, greš naprej in v svoji zavesti izpostavi rešitev, ki jo želiš, in rečeš, naj se to zgodi po normi Boga za vaju oba. Držiš koncentracijo in zaznavaš, kaj se dogaja, in to brez vpletanja uma, le z notranjim opazovanjem. Sedaj pa greva še korak naprej in globje v zavesten stik z dušo. Tvoj išče odgovore, a duša jih že pozna. V njen je shranjena rešitev za vsak izziv, za vsako vprašanje, za vsako nalogo, za vsak problem. Tudi za vprašanje, kako naprej v tem odnosu. Zato bom zdaj uporabila 4. tehnologijo, ki jo imenujemo komunikacija s svojo dušo. Lahko zapreš oči, položiš roko na sredino prsnega koša v višini srca. To je tja, kjer čutiš srčni utrip. Usmeri pozornost tja, počasi dihaj in v sebi oblikuj preprosto namero. Duša, želim prejeti tvojo informacijo o tej situaciji. Pokaži mi, kaj je zame pravi korak. Torej ni potrebno, da ko prisluhneš svoji duši, ni treba, da karkoli slišiš, samo bodi tukaj prisotna, poslušaj in ne z ušesi, ampak s svojim telesom, svojo zavestjo in svojim srcem. In duša se ti bo oglasila. Morda bo to topel občutek, neka slika, ki bo ima zate določen pomen, ali pa nenadno vedenje ali jasna beseda.
In to ni domišljija. To je odgovor tvoje duše, ki pozna rešitev za vsako tvojo situacijo v odnosu. V tej koncentraciji oziroma komunikaciji s svojo dušo ostani toliko časa, kot ti je potrebno. Svetujem ti, torej, da si v tej komunikaciji s svojo dušo, da z njo govoriš kot svojo najboljšo prijateljico in da si v stanju opazovalke, torej, da ničesar ne pričakuješ, ničesar ne izsiljuješ, ampak enostavno, da imaš odprto zavest in počakaš, da dobiš odgovor svoje duše. Tako, draga poslušalka današnjega predavanja, draga ženska, če si prišla do tega trenutka, potem veš, da je v tebi nekaj več. Nekaj, kar si želi rasti, ljubiti, živeti bolj polno. In to v miru, harmoniji, v ljubezni. Danes si slišala, da ljubezen ni le občutek, je močna sila stvarnika v tebi. Je zavest, je način ustvarjanja. Ljubezen ni nekaj zunanjega, kar moraš dobiti, je že v tebi in okrog tebe. In ko stopiš v stik z njo, začneš soustvarjati življenje na povsem novi ravni. Zato te povabim, da tukaj ne zaključiš. Da narediš naslednji korak, pa ne zato, ker ga moraš, temveč zato, ker v svoji duši občutiš ta klic. Seminar Učenje v ljubezni ti ponuja 42 preprostih, a izjemno močnih tehnik ali postopkov, ki temeljijo na univerzalnih zakonitostih stvarstva in ljubezni. Ti postopki so pomagali že mnogim ženskam, tako kot tebi, da so našle v sebi mir, ozdravile odnose in prebudile svojo moč ustvarjanja na novi ravni. Darja, diplomirana ekonomistka, ki se je na seminarju prvič srečala z učenji dr. Grabovoja, je povedala: Seminar mi je odprl vrata globoki osebni preobrazbi. Največja vrednost zame so bili odgovori in preprostost vaše razlage. Občutek, da zmorem, to mi je dajalo pogum. Draga magistra poslovnih ved pa je rekla: spoznala sem, kaj je moj problem in kaj ni. Nepotrebnim težavam sem odvzela moč. In to je bila moja največja osvoboditev. V seminarju je vključen 6-urni video seminar, torej izvirno učenje dr. Grabovoja z razlago zakonitosti metod in vseh teh 42 tehnik. Vključen je PDF z vsemi 42 slikovno podprtimi tehnikami, koraki teh tehnik. Vključena je dvourna delavnica o odnosih z dodatnimi tehnikami za vsakdanjo rabo. Vključen je tudi uvodni seminar v učenje dr. Grabovoja kot nek osnovni celostni duhovni temelj. In seveda vključeno je tudi osebno svetovanje z menoj in moja individualna podpora na tvoji poti. Vse to je pripravljeno tako, da spoznavaš v svojem ritmu. Zdaj te že čaka v tvoji zasebni spletni učilnici. Prijaviš se enostavno na povezavi, ki je objavljena pod tem posnetkom. Cena seminarja je 240 €, vključno z bonusi v vrednosti 180 €. Ker verjamem, da je ljubezen darilo, ki sem si ga najprej podarila sebi in zdaj ga podarjam tebi naprej. Draga ženska, sopotnica, od tu naprej ne gre več za informacije, gre za tvojo odločitev. Odločiš se lahko za ljubezen. Naj te vodi, naj te zdravi, naj ti pokaže pot. Jaz ti bom ob tem stala ob strani. In rada bi se ti zahvalila, ker si vzela čas zase in za to predavanje. Danes smo govorili o tem, kako lahko že z notranjo naravnanostjo in tehnikami nove zavesti začneš vplivati na svoj odnos, tudi kadar partner je navzven zaprt ali pasiven.
Morda se ti včasih zdi, da partner ne čuti več, a v resnici smo ugotovili, da se v njem lahko dogaja kaj drugega, da se lahko še vedno skriva tista tiha želja po povezanosti, ki jo skriva nekje globoko v sebi. Lahko je pa je navzven utrujen, izgubljen ali zaščiten z molkom. Ti pa si danes naredila pomemben korak. Našla si svoj razlog, zakaj ostajaš v odnosu. Ne zaradi drugih, temveč zaradi sebe. To notranje spoznanje te ne šibi. Ravno nasprotno, vrača ti moč, zato je tako pomembno. In moč, da iz ljubezni do sebe začneš oblikovati novo energijo odnosa. Spoznala si, kako stopiti v vibracijo ljubezni do sebe in partnerja. Kako ustvariti normo prihodnosti, torej novo prihodnost. Kako aktivirati stik z dušo partnerja in jo aktivirati spremembo odnosa na nivoju duš. In kako komunicirati iz zavedanja in ne iz pričakovanj. In kako vzpostaviti povezavo s svojo dušo. Če si želiš te uvide utrditi in jih prenesti v svoj vsakdan, ti bo lažje, če si preneseš tudi brezplačni PDF vodič, ki sem ga pripravila zate. V njem so opisani 4 postopki, ki sva jih spoznali danes. Skupaj z vprašanji za razmislek in konkretnimi koraki. Povezavo do tega PDF vodiča najdeš spodaj v opisu videa. Povabim te tudi, da v komentarju podeliš svoj uvid, da video deliš z nekom, ki mu bo lahko pomagal. In da se naročiš, če si želiš še več takšnih vsebin na ta kanal. Z enim klikom lahko začneš torej svojo notranjo spremembo. In za to spremembo sem ti hvaležna. Hvala ti iz srca, da skupaj ustvarjava ljubečo prihodnost še danes. Iskrena hvala in lepo pozdravljena.